Dober večer. Tokratno oddajo začenjamo v slovenski prestolnici, natančneje v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, kjer so člani Združenja Menedžer vnovič izvolili Dejana Turka za predsednika združenja. V sklopu srečanja so podelili tudi priznanje menedžerkam Prijazno podjetje, ki je tokrat pripadlo družbi Bisnote iz Ljubljane. Sekcija menedžerk pri Združenju Menedžer, ki povezuje približno 220 članic, že od leta 1991 podeljuje priznanje menedžerkam Prijazno podjetje leta, pred letom 2003 sicer pod imenom Ženskam prijazno podjetje. Z njim želijo spodbuditi in posebej izpostaviti podjetja, ki si prizadevajo, da imajo na vodilnem položaju ženske, in seveda s tem spodbujamo tudi in delujemo v smeri ustvarjanja te uravnoteženosti, katere cilj imamo. Letos je 7-članska komisija odločila, da gre priznanje družbi Bisnote. Predsednica sekcije menedžerk Sonja Golega je izročila generalni direktorici podjetja Mariji Anselmi v spremstvu članic vodstvene ekipe Manuele Dabo, Vesne Mrazič in Mirele Kurt. Pri nas menedžerke so izjemno pozitivno naravnano, izjemno ambiciozne, znajo res think big in hkrati vodijo z popolno ženskostjo, mislim, in da to ponosno. Priznanje jim pomeni veliko. Ker smo na našim menedžerkom, kot tudi na naši menedžeri, veliko investirali, veliko zaupanja ustvarjali in mislim, da ta je za nas priznanje za naš engagement za zaposlene. Podjetje Bisnote je v zadnjih 8 letih izjemno uspešno, stranki imajo namreč 15-krat več kot na začetku. Na vodstvenih položajih ima kar 67% žensk. Podjetje že 14 let deluje na področju posredovanja poslovnih informacij, vodi jo ženska in v tem obdobju so dosegli izredno rast, preko 7% rasti v zadnjih letih, raste dobiček, je nadpovprečna dodana vrednost. Ta je na zaposlenega v zadnjih 3 letih dobrih 82.000 evrov in je za dobrih 26.000 evrov više od povprečja v panogi. Bisnote, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije, ki je del mednarodne skupine Bisnote AB, največjega evropskega ponudnika poslovnih in bonitetnih informacij iz Štokholma, je vse skozi rasel. In večinoma menedžmenta je raslo tudi z nami. To pomeni, če lahko vidimo, kaj Darwin pravi, da verjetno ženske so bile bolj prilagodljive, bolj fleksibilne in so preživele z nami. Podjetje je lani prejelo prestižno priznanje Družba leta kot podjetje z najbolj uspešno prodajno zgodbo v konkurenci 64 podjetij v skupini Bisnote. Če so zgodbo začeli z 11 ljudmi, jih je danes že 120. Rastali smo 7-krat v 7 letih. Zakaj pa tole? Mislim, da zaradi strastjo in zaradi predanost ljudi, ki za nas delajo. Zastopanost žensk na vodilnih položajih je eno od orodij gospodarske učinkovitosti in konkurenčnosti, menijo v sekciji menedžerk, zato stremijo ravno k temu cilju. Ker smo prepričane, da ob dejstvu, da so ženske celo bolj izobražene kot moški in da v Sloveniji predstavljajo po določeni statistiki samo 12% na vodilnih mestih, torej prizadevamo si, da bi dosegli čim večji nivo, 30 oziroma cilj menedžerk je 40%. Tudi Združenje Menedžer, v katerem je med 1100 člani dobrih 25% žensk, je lani sprejelo zavezo za uspešno prihodnost, v kateri so med drugim zastavili cilj povečati delež menedžerk v vodstvih podjetij na vsaj 30%. Letos pa je sekcija predstavila dokument Vključi.vse, ki v obliki smernic za spodbujanje enakosti pomaga uveljavljati po spolu uravnotežene vodstvene time. Kjer na
nadzoren način prikazujemo tako stanje v okolju glede glede ustvarjanja uravnotežene strukture v gospodarstvu in s katerim želimo tudi vzpodbujati miselnost v prostoru in to zavedanje o pomenu izkoriščanja vsega znanja, ki ga imamo, torej moško in ženske. Člani združenja, vodilni in vodstveni delavci v podjetjih se zavzemajo za dobre prakse v menedžmentu. Združenje Menedžer želi biti glas menedžerjev, prispevati znanja in pa izkušnje, ki jih v slovenskem menedžmentu imamo, zato da je lahko Slovenija konkurenčnejša kot gospodarstvo, kot država. Minulo delo in načrte Združenja Menedžer je na srečanju predstavil Dejan Turk, ki so ga člani vnovič izvolili za predsednika združenja. Lani so, kot je poudaril, veliko delali predvsem na etiki. Sprejeli smo kodeks etike, ki je v bistvu baza za to, kaj delamo in kako predvsem zadeve delamo. Drugo pa je prav gotovo zaveza za boljšo prihodnost, ki smo jo znotraj združenja zapisali, ki skuša povedati, kakšno bi naj bilo naše gospodarstvo v naslednjih letih. In tako si želimo postati do leta 2020 ena od 15 najbolj razvitih držav Evropske unije. Turk je v svojem nagovoru kot cilj delovanja postavil uresničitev zaveze za boljšo prihodnost Slovenije prek uspešnega in etičnega dela menedžerjev na eni ter sodelovanja z vlado in drugimi deležniki na drugi strani. Za nas pa je pokomentiral tudi napovedane vladne ukrepe varčevanja. Zelo smo veseli, ker veliko teh varčevalnih ukrepov zrcali to, kaj smo mi v naši zavezi že zapisali pol leta nazaj. Treba je varčevati, brez tega ne gre. Seveda si pa želimo ukrepov, ki bi predvsem povečali produktivnost. Po Turkovem mnenju bi bilo dobro, da bi v ukrepih izločili čas za malico iz delovnega časa. Ga še vedno verjetno plačali, ampak izločili, potem bi našemu gospodarstvu pridobili skoraj 500 milijonov delovnih ur, ki bi seveda se odrazili v večji produktivnosti. Ta ukrep bi prinesel bistveno več, kot recimo to, da odpravimo 2. januar in pa 2. maj. Večino varčevalnih ukrepov moramo podpreti, meni tudi izvršna direktorica združenja Sonja Šmuc. So radikalni, so ostri, ampak svoj davek je recimo gospodarstvo že plačalo. Vidimo, kako visoka je številka brezposelnih in to so posamezniki, ki so bili predtem v gospodarstvu in zdaj je čas, da pravzaprav tudi druge nekatere skupine oddelajo svoje, prispevajo svoje k temu, da lahko v bistvu gremo naprej. V združenju bodo v tem letu izpolnjevali in dopolnjevali sprejeto zavezo. In pa seveda želimo dejansko novi vladi biti zelo močen sogovornik in želimo si biti vključen v vse spremembe zakonodaje, v vse spremembe, ki jih bo torej nova vlada dala v parlament in potem tudi vodila. Zagotovo nam je konkurenčnost tista, ki je na prvem mestu, ker to je pogoj, da lahko govorimo tudi potem o blaginji, da si lahko privoščimo socialne pravice, ki jih vsi želimo, pravzaprav da lahko dobro in kvalitetno živimo in vidimo, kaj se zgodi takrat, kadar v gospodarstvu zaškriplje tudi drugod. Mi pa ne želimo, da bi škripalo. Kaj pa ugled menedžerjev v današnji družbi? Po mnenju Šmučeve se ta spreminja. Zagotovo so nekatere poteze, ki so bile v preteklosti narejene strani nekaterih posameznikov in so bile neetične, spoznane tudi strani našega častnega razsodišča, neprimerne in so vplivale na to, da je ta dolga senca slabe prakse padla tudi na tiste, ki si to ne zaslužijo. Turk pa meni, da so malce izboljšali svoj ugled. Predvsem tudi zato, ker smo, jaz mislim, da počistili v lastnih vrstah. Naše častno razsodišče je pričelo delovati. Kar nekaj je že primerov, ko smo menedžerje izključili zaradi tega, ker so kršili naš kodeks etike in smo jasno povedali, da kdo krši kodeks etike, kdo dela dejanja, ki niso skladna z dobrimi praksami poslovanja, odnosa do ljudi, odnosa do družbe, odnosa do narave, če hočete, ne more biti član združenja Menedžer. To sicer združuje dobrih 1100 članov, ki se jim pridružuje tudi predvsem mladih menedžerjev, dodaja Turk. V sklopu izgradnje Dolenjske avtoceste mora družba za avtoceste v Republiki Sloveniji dokončati še navezavo na Mirnsko dolino v Trebnjem ter navezovalno cesto in pokriti vkop v Mirni Peči. V Trebnjem so dela po dobrem letu premora končno spet stekla. V Mirni Peči pa še čakajo na nadaljevanje izgradnje pokritega vkopa.
Naj spomnimo, Dars je leta 2009 za izgradnjo navezave Mirnske doline na avtocesto, ki vključuje izgradnjo viadukta Trebnje in krožišča, podpisal pogodbo z SCT-jem kot vodilnim partnerjem in CPM-jem v vrednosti 7,45 milijona evrov. Lanskega marca so se dela zaradi stečaja CPM-ja in uvedbe prisilne poravnave SCT-ja ustavila. V maju 2011 je Dars odstopil od pogodbe in potem je bil na to narejen natančen presek stanja del. To je tako glede količine in glede kakovosti. Na to je Dars naročil projekte, objavil razpis za pridobitev izvajalca del in sklenil pogodbo z novim izvajalcem. Stroški vezani na pridobitev novega izvajalca pa so bili pokriti z naslova unovčene bančne garancije izvajalca. Izgradnjo mirnske navezave bo tako dokončalo novomeško podjetje CGP. Dars je z novim izvajalcem del podpisal gradbeno pogodbo vredno 2,7 milijona evrov brez DDV oziroma 3,2 milijona evrov z DDV. Na tej pogodbi Dars nastopa kot financer in pa podjetje Hofer kot sofinancer zaradi priključka do trgovskega centra Hofer. Rok za izvedbo del je 5 mesecev. Uvedba v delo je bila konec marca, kar pomeni, da je rok dokončanja del na mirnski navezavi konec avgusta. V Trebnjem je potrebno dokončati ta viadukt oziroma objekt in pa krožišče, cestišče, pač vse, kar zraven še gre. Aktivnosti priprave nadaljevanja že so v polnem teku. Tako zdaj gradijo nasip pri viaduktu Trebnje na strani hitre ceste. Na območju deviacij pri Mercatorju pa je trenutno v pridobivanju dovoljenje za preusmeritev prometa, da bo možno sploh pričeti z deli na deviaciji. Po sami pridobitvi dovoljenja za preusmeritev pa se bojo na to začela dela na območju deviacije 1.9 oziroma na delu od križišča pa proti Mirni. Hkrati pa se bojo tudi dokončevala dela na nadvozu preko železniške proge. Izgradnje krožišča pri trgovskem središču se bodo sicer razveselili predvsem vozniki. Zaradi del na tamkajšnjem območju so namreč pogosti veliki prometni zastoji, saj promet poteka izmenično enosmerno. Vozniki zato iščejo bližnjice po vzporednih ulicah, kar pa povzroča nezadovoljstvo med tamkajšnjimi prebivalci. V sklopu mirnopeškega priključka mora Dars poskrbeti še za dokončanje gradnje navezovalne ceste in pokritega vkopa. Dars je leta 2009 sklenil pogodbo o izgradnji deviacije Mirna Peč s CGP-jem kot vodilnim partnerjem ter SCT-jem in Vegradom kot sopogodbenima partnerjema. Podpisali smo z Darsom aneks za nadaljevanje teh del, uredili formalno pravna razmerja glede na to, da so določeni konzorcijski partnerji zašli v insolvenčne težave. Nadaljujemo v bistvu z deli takoj in jih poskušamo čim prej končati tako, kot je osnovna pogodba predvidela. Za izgradnjo pokritega vkopa pa je Dars podpisal pogodbo z SCT-jem, Vegradom, Primorjem in Kraškim zidarjem. V sklopu te pogodbe je bilo zgrajenih 5 podvozov, nadvoz in delno tudi pokriti vkop. V letu 2010 so se zaradi težav Vegrada dela upočasnila in nato v drugi polovici leta povsem ustavila. Glede na pogodbena določila je Dars zahteval izpolnitev pogodbenih obveznosti od preostalih partnerjev in trenutno potekajo zaključne aktivnosti glede nadaljevanja del. Sicer pa sta avtocestna odseka Pluska Ponikve in Ponikve Hrastje do 30. junija v poskusnem obratovanju. Do pridobitve uporabnega dovoljenja morajo odpraviti še nekatere pomanjkljivosti. Za izgradnjo skoraj 15-kilometrskega dela dolenjske avtoceste, ki vključuje po 3 viadukte in priključke ter predor, so sicer potrebovali okrog 450 zemljišč in 190 milijonov evrov. Tudi v naslednjem prispevku bomo govorili o delih na področju cest. Leseni most med Raščo vasjo in bregom pri Zagradcu na reki Krki, ki simbolno povezuje občini Žužemberk in Ivančna Gorica, so postavili davnega leta 1936 in še enkrat povojno obnovili. Tokrat pa je pred njim precej temeljitejša obnova. Gre sicer za prvo sodelovanje med omenjenima občinama, izvajalec del pa bo novomeški CGP. To pravzaprav pomeni, da bo na tem mestu stal novi most, seveda pa je v projektu vključen tudi rušitev obstoječega in izgradnja novega mostu
prav gotovo ta most velikega pomena, predvsem povezave med občani naše občine, to je na desnem bregu, in pa seveda občani občine Ivančna Gorica na levem bregu. Do sedaj je bil obstoječ most zelo v slabem stanju že, sedaj je seveda samo na lastno odgovornost prehoden še za pešce. Včasih je bil pa to povezovalni most, predvsem za tiste, ki so v ta kraj prihajali z vozovi, v mlin privažali seveda mled in pa hodili tudi kovat konje, ki so bili seveda locirani ob sami reki Krki. Investicija v ta most je verjetno bolj pomembna za občino Žužemberk kot za občino Ivančna Gorica. V smislu neposrednih koristi, se pravi prehoda prebivalcev tega dela občine Žužemberk preko ozemlja občine Ivančna Gorica do središč, kot je Ljubljana in Novo mesto, do zdravnikov v Ivančni Gorici. Gre za most dost klasičen, ne tako velik, 24 metrov dolžine, širine vozišča 5,6 metrov z pločniki za pešce, z betonskimi nosilci, betonskim voziščem, pa z kovinskimi temi vzdolžnimi nosilci, tako da glede na razpon dost enostaven objekt. Za ta projekt so se sicer začeli dogovarjati že pred 5–6 leti, po odpravi administrativnih težav pa je končno napočil čas za dejansko rušitev starega in gradnjo novega mostu. Začetek gradnje naj bi bil 16.4., to pomeni uvedbo v delu, postavitev gradbišča, potem tudi pričetek naprej, s tem, da je pa pogojeno, da šele v juniju lahko posega se v Krko in pa v Krki zaključuje konec oktobra. To so seveda usmeritve in pa zahteve Zavoda za ribištvo, vse ostalo pa lahko tudi tako delamo, vendar vseeno upamo, da bo gradnja v poznih jesenskih dneh tudi končana. Skratka, človek bi pričakoval, da se bo migracija bolj usmerila iz leve strani, z levega brega proti Ivančni Gorici, vendar za nas je ta investicija dolgoročno pomembna v smislu razvoja turizma, ki ga v občini, za katerega se v zadnjem času v občini Ivančna Gorica zelo trudimo. In pokrajina ob Krki, suha krajina sama, je tako lepa, da pravzaprav bi bilo škoda ne vlagati v razvoj tega dela. Začetek del v sami vodi je pogojen z koncem obdobja drstenja rib. To bo tam v konce maja meseca oziroma v juniju mesecu. Do takrat pa bomo v bistvu izvajali priprave za sam betonski del v vodi. Most, prek katerega so še pred dobrim letom peljali avtomobili, je v precej klavrnem stanju. Ta most je seveda v zelo slabem stanju. Kar nekaj let smo se aktivno prizadevali tako na občini Žužemberk kot na občini Ivančna Gorica, da smo uspeli dogovoriti seveda z vsemi pogojedajalci in soglasodajalci, da seveda sedaj imamo vso dokumentacijo in razpis je izveden, da lahko to zadevo tudi začnemo. Investicija tega mostu je približno 190 tisoč evrov, od tega seveda polovica občina Žužemberk, polovica pa občina Ivančna Gorica. Prav gotovo je nam v zadovoljstvo, kajti predvsem naši občani so več rabili ta most, kot pa seveda občani občine Ivančna Gorica. S tem pa naj bi se razvili temelji tudi za prihodnja sodelovanja med sosednjima občinama. Nekaj dela nas še čaka pri izgradnji dostopnih cest, vendar tudi to je lahko velika priložnost tako za občino Ivančne kot za Žužemberk. Predvsem je pa veseli, da smo na tem projektu pokazali, da lahko sodelujemo, da se ne zapiramo v ozke občinske meje in da z velikim optimizmom, kljub težkim časom, lahko računamo na skupne projekte tudi v prihodnje. Ostaja pa odprto vprašanje dostopa do mostu, ki ta čas še ni zadovoljivo urejeno. Želimo se kar bo dejansko tle krep gradnje in te zadeve in je cirka 200–250 metrov še, da bi asfaltirali, da bi se skupaj potegnili, da bi to bila zaključna celota. Za vse krajane in dejansko naše občine in Ivančka občina bi to veliko pomena.
tudi za samo gradnjo bo treba pripraviti tudi dostopne poti, tako na strani občine Ivančna Gorica kot na strani občine Žužemberk, in s tem smatramo in upamo, da bomo tudi delno sanirali to in pa v nadaljnjih letih pa tudi asfaltirali dostope tako z ene kot iz druge strani. Ta projekt naj bi še bolj približal Suho krajino Slovencem in širše, meni župan Ivančne Gorice Dušan Strnad. Ostajamo v občini Ivančna Gorica. Tamkajšnje podjetje Akrapovič je lani obeležilo 20 let svojega delovanja. Letos računajo na 15% rast, v prihodnje pa bi radi na lokaciji v Ivančni Gorici razširili svojo proizvodnjo. V podjetju se ukvarjajo z izdelavo izpušnih cevi za motocikle in avtomobile. Imamo tudi precizijsko livarno titana in pa izdelujemo predmete iz karbona. Trenutno največji obseg dela imamo še zmeraj z izpuhi za motocikle, medtem ko pa ta segment avtomobilistični nam pa skokovito raste, tako da upamo, da bomo v nekih 4 letih dosegli količino prodaje motociklov, tako da bomo tudi nekako v 5 letih upamo, da podvojili prodajo podjetja, ki je bila lansko leto 43 milijonov evrov, letos pa računamo, da bomo okoli 50 milijonov evrov prometa naredili. Tako da podjetje se razvija, trenutno deluje v našem podjetju okoli 530 zaposlenih, tega mislim, da je okoli 470 redno. Ker so nekatera delovna mesta specifična, je delavce težko dobiti, tako da imajo nekaj sodelavcev tudi iz tujine. Velika večina pa jih prihaja iz Slovenije, od tega jih je približno 18% iz Ivančne Gorice. Sicer so se na gospodarsko krizo v podjetju odzvali nekoliko pozno, čeprav so bili nanjo pripravljeni, a niso pričakovali, da bo tako huda, poudarja direktor. Potrebovali so nekaj časa za konsolidacijo, predvsem pa, da so reorganizirali svojo prodajo. Nato so že leta 2010 beležili 22%, lani pa 15% rast, podobno pričakujejo tudi letos, poudarja Akrapovič. Širimo se, odprli smo predlanskem podjetje v Ameriki, planiramo prodajo tudi odpreti prodajno podjetje v Nemčiji. Zelo pomemben je za nas azijski trg, konkretno Kitajska, kjer se zelo veliki izpuhov za avtomobile prodaja. Pri tem je pa tudi sodelovanje z tovarnami, kot so razni proizvajalci motociklov, prva vgradna, in to tudi dosti pomembno za nas, tako da se poskušamo v različne smeri širiti, predvsem zaradi varnosti podjetja samega. Ja, mi prodajamo v Sloveniji mogoče manj kot 0,2%, tako da to bi rekel, da je pravzaprav zanemarljivo, vse izvažamo v tujino. Evropa kot cela, potem je pa kar nekje Amerika, pa tako kot sem rekel, za avtomobile same je pa Kitajska mogoče skoraj največja trenutno. V podjetju veliko vlagajo v razvoj, predvsem v tehnologijo, z izobraževanjem pa poskušajo na višjo raven dvigniti tudi zaposlene. Če želijo biti Evropejci pripravljeni na izzive, je treba vsa podjetja spraviti na precej višjo raven, dodaja Akrapovič, ki sicer želi širiti svojo proizvodnjo. Ja, mi bi radi centralizirali pač našo proizvodnjo, ker zdaj delujemo na 2 lokacijah in en del proizvodnje imamo tudi v Podpeči, pa distribucijo, logistiko imamo v Podpeči, kar nam v bistvu tudi podraži proizvodnjo, in prav zaradi tega bi radi ta del preselili vse v Ivančno Gorico, medtem ko v Podpeči bi pa radi razvili del karbona, se pravi to karbonsko proizvodnjo, pač, ki bo tudi zrasla, tako da bi tiste prostore tam dejansko samo za to uporabljali. Zemljišče praktično že imamo, samo zdaj en del zemljišča, tisti glavni del še čakamo že kar nekaj let na zazidljivost, tako da upamo, da bo tudi s pomočjo občine nekako ta stvar letos dokončno stekla, tako da bomo mogoče čez leto 2 lahko začeli zazidavo. Širitev tega podjetja je seveda tudi naša želja, in kar se občine tiče, smo naredili pravzaprav vse, kar smo lahko, in jaz upam, da bo država sprevidela, da je ta investicija tukaj nujna, da je to podjetje tukaj ima perspektivo in da jim bodo to zemljišče spremenili namembnost v gradbeno in da se bodo pač lahko razširili. Z našim OPN-jem pa je tako, da je trenutno mimo javna razprava. Dobili smo kar precej pripomb in predlogov in zdaj jih pripravljalci pripravljajo stališča in odgovore nanje. Potem sledi postopek pridobivanja soglasja državnih organov in jaz upam, da ga bomo speljali
tako hitro, da bi bil lahko sprejet še v letošnjem letu. Ja, po podatkih, ki jih imamo, je med dvema najuspešnejšima in največjima podjetjima v občini, drugi je Livar. In seveda glede na proizvodnjo, ki jo ima, glede na naročila, ki jih ima in glede tudi na število delovnih mest, ki so že zdaj in ki bi s širitvijo lahko pridobili, je to seveda za občino vitalnega pomena, da se ti njihovi načrti uresničijo. Dolgoročna vizija podjetja je sicer rast na vseh 4 segmentih. Za podjetje je zanimivo precizijsko litje titana, saj so v Evropi le 4 konkurenčna podjetja. V ivanškem podjetju poskušajo tako svoje znanje titana izkoristiti tudi v letalski industriji in medicini. Sicer pa je podjetje do danes zabeležilo 64 svetovnih prvakov z njihovimi izpuhi. Prvi je bil leta 2000 Colin Edwards. Upajo, da bo tudi letos na tem področju zanje uspešno leto, predvsem pa veliko pričakujejo od novega sodelovanja z Audijem na 24 ur Le Mana, kjer upajo na prvo uradno zmago z avtomobili, še dodaja Krapovič. Ivanškemu podjetju želimo zmage, vam pa velja le še povabilo, da ste v naši družbi vnovič prihodnji torek. Gospodarskih vsebin ne zamudite niti na naši spletni strani. Do prihodnjič, lep pozdrav!